A verjameš v to, da se vse da doseči, če je volja in vztrajnost dovolj velika? Daj prosim napiši v komentar, me res zanima, če verjameš v to. Jaz v to popolnoma verjamem. Popolnoma verjamem, ker se mi to tudi že velikrat naredilo. In zato sem tudi v svoji knjigi dal naslov Vse se da, če se hoče. Naslov sem dal zato, ker v to res verjamem. Ker pa vem, da je veliko nejevernih Tomažev, ki bojo rekli, da to ne drži, da se ne da vse, da pač nekdo, ki nima možnosti, pač ne more nikamor v življenju priti. Jaz pravim, da so to le slabi izgovori. No in zato, ker sem vsakega bralca hotel najprej prepričati, da to res drži, da če si ti nekaj zamisliš, pa če je volja in vztrajnost dovolj velika, boš do tega prišel, sem napisal 2 poglavja, s katerim zagotovo dokažem, da to drži. Eno poglavje je o tem, kako sem začel razmišljati o enem projektu, kateri je bila investicija, če bi v današnji denar preračunal 2 milijona evrov, jaz sem imel pa sam 2000 evrov v žepu. Ta drug primer je pa iz osebnega področja, namreč jaz, ko sem bil mlad, me ni nobena ženska marala. In to mi je bila velika travma. Jaz sem zmeraj sanjal, da enkrat bojo pa tudi ženske mene marale in bom zaželjen moški pri ženskah. No, in tudi to mi je uspelo. To, kako sem postal, bom rekel, najbolj zaželjen moški v tej dolini, imate opisano v moji knjigi, Vse se da, če se hoče. Tudi drugo zgodbo o tem projektu imate pa tudi napisano v knjigi, ampak vam bom zdaj zgodbo po domače povedal. Ne bom bral, bom po domače povedal, ker je veliko bolj zanimivo. No, tisti, ki me malo bolj spremljate, veste, da jaz sem včasih imel diskoteko. To je bila ogromna diskoteka, ki je sprejela tam 1700 ljudi in je bila poznana po celi Sloveniji. Bila je v Trebnjem, imenovala se diskoteka Afrika Trebnje in poznali so jo po celi Sloveniji. Ni bilo vikenda, da ne bi na parkirišču najdel registrske tablice in od Murske Sobote, in od Kopra, in od Nove Gorice. Seveda, da to, kar je tle bližje, sploh ne govorimo. Tako da to je bila zelo znana diskoteka in tudi sem prepričan, da 99% ljudi ima na njo zelo dobre spomine. Verjetno se pa tudi kdo najde, ki pa pač nima najboljših spominov, ampak se veste, to je čisto normalno mogoče. Ne vem, mogoče mu je kdo punco tle spelov ali kaj tacga. Ne vem, razlogov je veliko različnih, ne, tako da pustimo to, no. V glavnem, da vam povem zgodbo, kako sem jaz prišel do te diskoteke. Jaz sem že kot 19 let star fant, oziroma še malo manj, sem začel sanjati, kako bom tudi jaz imel diskoteko. Namreč takrat sem glih začel hoditi v diskoteke in ja, logično mi je bilo, da pač, če ti imaš diskoteko, da si pol pri puncah frajer in tako naprej. In jaz sem šel v diskoteko delati izključno iz tega razloga, zato da bom frajer pred puncem, da bom lažje kakšno punco dobil, ker takrat, ko sem to začel razmišljati, sem bil v bistvu še nedolžen, še z nobeno nisem nič imel
Mu sem prej resno punco, mislim, jaz sem bil resen, ona ni bila, me je pol pustila, tako da so bile te travme hude. In jaz tu dostikrat rečem, ne, da mrskomu uspe zato, ker ima hude travme. In meni je to diskoteko, ki jo je poznala cela Slovenija, uspelo narediti tudi zato, ker so bile travme dost močne. Ne? In zato, ker so bile travme hude, je bila pol pa tudi želja zelo velika in vztrajnost in ni bilo problem delati za ta cilj. Ne? No, ampak kako sem začel? Lejte, jaz sem to, že preden sem šel v vojsko, sem v tem sanjaru doma. In jaz sem takrat imel dobesedno, ki bi zdaj rekel, ne vem, 1000 ali pa 2000 mark sem imel doma, ne? Projekt sem pa vedel, da izpod 1 milijona mark ne more stati, ne? Na koncu se je izkazalo, da je bilo to še bistveno dražje, ne? In, lejte, to je bilo sploh brez veze sanjati. Ne? Mislim, če logično pomisliš, to je bilo zame brez veze sanjati. To je tako, kot nekdo, ki nima zdaj denarja za 20 let starega Cliota, da sanja o nekem avtu za 200 000 evrov. Nerealno. In pač bilo je nerealno, ampak jaz sem sanjal. In ko sem bil v vojski, se spomnim, sem imel en zvezek z rjavim platnicam, ki sem ga vzel s seboj in sem tam ob prostem času pisal noter, kako bom prišel do denarja, da bom naredil diskoteko. To je bil prvi korak. Pol vmes sem kdaj tudi že malo kakšne načrte narisal, ker sem hotel na gradbeno šolo, pa mi je to bilo malo poznano. Jaz sem to diskoteko imel čisto v glavu, kakšna bo. Čist in je pol bila zelo podobna, no? Zelo podobna, ne? No, zdaj, ko sem iz vojske prišel, sem začel delati v očetovi podjetju, ki se je ukvarjalo z izdelavo betonskih izdelkov. To še zdaj, to je zdaj velika firma, to ima brat čez je prevzel. Jaz sem pa takrat doma začel to delati in je bilo tudi mišljeno, da bom jaz to prevzel, ker pač sem bil najstarejši in sem tudi zato šel na gradbeno šolo. Sicer to je potem brat prevzel, to je tudi zgodba v knjigi, ampak mi ni nič žal, tako da, tako kot se imam zdaj, se imam čist dober in sem kar vesel, da se s tistem betonskim izdelkom brat ukvarja. No, je bilo pa tako, brat, oče je mu eno mašino za delati betonske robnike, ki smo delali samo po zim, ko je bil kao čas, ne? In to je oče, to mašino je kupil v Beltu, v Črnomlju. Ta firma je že 100-krat propala. Ampak ta stroj je oče neko inovacijo naredil. Ta stroj je bil v bistvu za delanje betonskih blokov, ne za robnike. Oče pa naredil inovacijo, da so se pa te robniki čist drugače delali. Tudi zdaj se še delajo čist drugače. Oče pa to obrnil, da so se v modelih delali robniki, ne na nekih dilcah, ampak v modelih. In lejte, jaz vam ne bom razlagal, zakaj je zdaj to bilo toliko boljš, kakor ono prej. Mislim, tukaj so fizični zakoni, pa tako naprej, ne. Ampak to se je oče tako dobro spomnil, da rezultat te njegove inovacije je bilo, da se je za en robnik porabilo 5-krat manj časa, kakor za vsi ostali v Sloveniji, ki so delali, ki so jih ulivali v neke modele. Tretjino manj cementa se je porabilo, pa
pa za 50% je bila boljša kvaliteta. Tako da to je bila izjemna inovacija. In oče to pozim se je to noter v delavnici delalo, ko je bil čas in se je tega nekaj naredilo, ponavadi se je tam nekje do sredi aprila to prodal in tist let teh robnikov ni bilo več. Potem je pa oče kupil stroj za tlakovce, je pa to mašino ven dal dobesedno na dež in je tam propadala, ne. Jaz sem pa gledal tisto mašinco, pa sem rekel, jaz bi to začel delati, pa je bil gor še en štuk, pa sem nekako gruntal, da bi na drugem štuku to naredil, sem že načrt naredil, točno kako bi to naredil. In to mi je bila ta prva ideja, s čim bi zaslužil, pa tudi najboljša, ne. Ker sem tam sanjal v vojski. No in jaz to očetu enkrat omenim, sem rekel, jaz bi tele robnike delal, bi to mašino dal tle gor, pa pa tret. Foter se sam za glavo prijel, kaj boš ti, saj se ti nič ne da, to ne bo nič, če boš ti delal. Jaz sem pa rekel, pa bi popoldne, pa tako naprej, ker oče mi je našteval cel kup problemov, ne. Je rekel, saj ne moreš, ker ni elektrika dosmočna, veste, včasih je bilo to drugače, je bilo oče mu ful težave z močjo elektrike, je bil transformator preslab. In nikakor ne bi šlo, da bi jaz delal te robnike dopoldne, kaj tudi oče svojo proizvodno pelal, ne. Pa sem rekel, bom popoldne. Pa tam sem v cel kup, v moji vasi, pa v okoliški vasi je bilo cel kup brezposelnih ljudi, takrat je Jugoslavija razpala, ker so me prosili, če imam kakšen del. Pa sem rekel, bi s tem ljudmi jaz začel delati, bi s tem ljudi začel popoldne delati, ne. No in oče nikakor ne. No in pa sem pa jaz rekel, ponavadi, ko sem jaz kaj narobe naredil, se je oče name držal, se ni hotel pogovarjati, zdaj sem pa jaz obrnil, se pa jaz nisem hotel z njim pogovarjati. In sem s tem delal pritisk na njega, ne. Samo ono, kar je bilo nujno. Aha, kaj? Aha, ta kamion je treba ležati, bom, ok, prav tako sem ga ignoriral. In pol on mami pove, ne, da se držim na njega, ker mi ne pusti robniku delati. Mama pa pravi, ja, zakaj mu jih pa ne pustiš? Je prav zato, ker ne bo nič iz tega. Prav, mama, je pa če ne bo nič iz tega, pa ne bo nič iz tega. Moš pa se lahko pol rekel, da ni za nič sposoben, tako kot mu skozi govoriš, ne. No in pol je mami rekel, daj mu ti reči, da lahko to dela. In je mama mi enkrat prav ti je rekel, da lahko začneš to. No in jaz to pol začnem vse pripravljati, celo on je še prišel mi pomagati, z nasveti, tret. Tapri sem mogel tam eno jamo skopati za delavnico, ki je bilo tu treba nižji dati. Je bilo tu tehnično kar veliko dela vse zrihtati, ne. Tako da približno v enem mesecu sem jaz to zrihtal in začel se proizvodno. Na dan se je naredilo 250 komadov, ker 125 modelov je bilo. To se v ene modele take kovinske delalo, se pravim, to je očetova ta patent, boljši, kaj bulga, mislim, to je bil tak patent za tiste cajte, stoj pa glej, ne, in zdaj bilo treba to pa prodati, ne, veste. Ljudje niso vedeli, da tu imamo, ne, ker je oče tudi 3 mesece prodajal let, pol pa ni, ne. No, s tem, da sem jaz naredil še 2 nova modela, oče je prej delal samo 10 cm širine, pa 12. Jaz sem pa še uvel 6,5 cm, pa 8 cm. In te 8 cm so bili orang prodajni hit, no. No in mi smo na začetku tu delali, smo več naredili, kakor prodali, smo delali sem 2-krat na teden, meni je bilo to žal, zakaj sem 2-krat na teden delal, in pa jaz zapnem za svoj avto pri kolcu, naložim vzorce teh robnikov,
mislim, da sem 8 naložil, in šel enkrat proti Gorenjski, pa sem se v trgovinah z gradbenim materialom ustavljal v vseh večjih krajih, enkrat na Primorsko, enkrat na Štajersko, sem šel, lejte, mi pa robnike delamo, če rabite, lejte, sem vam en vzorc prinesel, vam ga pustim tukaj, tle imate tudi cenik, 10% vam damo popusta, bi vzel, in tisto, ko so ljudje videli, ne, tu so bili, eni so že kar meni naročilo dali, ne. In po so zalaufal, po smo začeli delati tu vsak dan, pol še sobote, pol je bilo še zmeraj premalo robe, da sem pa zdaj razmišljal, kako bi jaz to proizvodno povečal. Vedel sem kupiti tiste modele treba. Grem jaz k eni kovinarski firmi v Grosuplje, vem, kako se piše, pa ne bom omenjal. Sem rekel, bi mi takih modelov 50 naredili, to je pomenilo za 100 dodatnih robnikov na dan. To je bilo, še pa še denarja, ne. In mi je povedal ceno, cena sploh ni bila velika. Veste, 6-krat, 7-krat se mi zdi, da ko smo robnike naredili, je bilo tisto že povrnjeno. Se pravi, investicija je povrnjena v enem tednu. Jaz naročim 50 modelov, seveda očetu se niti omeniti nisem upal, da bi to razširil, ker sem točno vedel, kaj bi rekel. On bi rekel, kje? Saj vidiš, da nimamo nobenega placa, mi moramo zmanjšati, ne zvečati in tako naprej. In jaz to tam naročim in potem sem jih z avtom vozil v havbi, pomalem pa pomalem, tako da ni oče pogruntal. In fino, po enem letu pa spet bilo premalo teh robe falilo, ne. Sem rekel, bi jih še 50 vzel, ne. In jih spet glih tam naročim, pripeljem domov, smo pa pogruntali, da pa niso dobri. So pa nekaj vogale zasrali, v glavnem ni bilo, ni lepo tisti modelček, ki se je dol vsu, ni točno na njega nasu. Kaj zdaj narediti, kliče me stunga, prav bom prišel pogledat. Sem rekel, pridite, sem zdaj, če prišel pogledat, ne, da enkrat pride, tam podelavent bo hodil z menoj nekaj debatiral, verjetno bo foter malo vprašal, kaj pa ti tle delaš, ne. No, in sem mogel pa očetu povedati, oče znoro, čist, kva se tu grem, pa pa tret. No, pol je prišel, tudi odpeljal, je s kamiončkom prišel, ker vse odpeljal in so res tisto popravili, čeprav čist 100% ni bilo, je bilo pa 95, tako da je kar nekako ok bilo, ne. Tako da jim pol naprej delam. No, tle, sem te robnike ponujal, ne, sem pol šel tudi v parih Merkurjevih trgovin. Takrat je bil Merkur, če si v Merkur prišel, si bil ta glaven car, ne. In so rekli si, bi mi jemali, sem, veste, morate z upravo pogodbo podpisati, ne, se morajo oni strinjati. Jaz polke na upravo kličem, jaz sem takrat imel 22 let, 22, 23 jih nisem imel, sigurno ne. Ne kličem, kaj bi pogodbo podpisali, bi mi to tretji in ne, me kar niso čist resno jemali, ker so na drug stran slišali en mladi glas in jim ni bilo glih, ampak no, jaz sem tudi tukaj deleč pol speljal, da v bistvu ta firma, ki je zdaj moj brat vod, in je tudi lastnik, ne, je pogodbo z Merkurjem sem podpisal jaz, oziroma podpisala jo je mama, jaz sem pa tisto pogodbo, da so v Kranj, se še spomnim, a je bilo v Kranju ali Naklu, se ne vem to točno. V glavnem, spomnim se tiste pisarne, vse je bilo v lesu, pa tako naprej, socialistično. Tako da sem jaz prvi ta pogodbo podpisal, ne. Drugače pa ne, delal sem pa kabudala, ne. Najprej sem delal v očetovi firmi od 6 zjutraj do 2, ob 2 smo pa mi začeli te robnike in zdaj smo delali tudi do 10 zvečer.
da je tudi kaj hecalo, se kaj pokvarilo, ali kaj tacga in je bilo, to ni bilo vprašanje, da bi zdaj pa, ali pa kakšno soboto sem v petek malo okoli šel, v soboto je bilo treba pa normalno delati, ampak glejte, ni bilo dneva, da bi jaz rekel, ker sem pa zmatram, pa danes ne bom delal. Ni bilo šans. Zmeram se delal, tako da ni bilo drugo, ne. No, biznis laufal dober, no, z očetom sem mu pa zmenjeno tako, da pač mi bo on dal tisto, kar je zaslužek od drobniku, ne. Ta zaslužek je bil res dober. Seveda je bil dober tudi zato, ker mi oče ni obračunaval elektrike. Jaz elektriko nisem obračunaval, nafto za viličarje nisem obračunaval, obrabo za viličarje nismo obračunavali, ne. Pa tudi vsega drugega bi mogel tu malo obračunavati, ne. Ampak sej tu dam očetu prav, da mi tu ni zaračunaval, tako sem jaz volo dobil, še bolj zagret bil, pa tako naprej, ne. No in leta 1992 sem pa dobil informacijo, da se tlele v Trebnjem, v obrtni coni prodajajo parcele. In sem jaz malo gruntal, da bi se to kupilo. Takrat sem sicer očetu tu predstavil, jaz takrat nisem od denarja, da bi kar parcelo kupil. Sem očetu rekel, oči, če bi mi tule kupili, lej pa naredili trgovino z gradbenim materialom. Moj oče se pa cel življenje želel imeti trgovino, ne. Trgovino se pa želel zato imeti, ker se mu je zdelo, ne, da on se more matrati, da nekaj proizvede, pa tiste mašine popravljati, pa vse, trgovec pa samo kup, pa za 30% več proda, ne. Se sicer s to očetovo razmišljanjem ne strinjam, tudi trgovina je zelo težak posel, nategnejo te ljudje, ne plačajo ti in tako naprej, da to se ne strinjam, ampak veste, tako je. Vsak od drugega vidi posel, da je ful lažji, kakor je njegov, ne. In moj oče to je zmeraj sanjal trgovina in ko sem jaz rekel trgovina, so se njemu kar zasvetle oči in oče kup parcelo. Je rekel, kar pejte se zmeniti, malo vprašati, jaz sem šel kele na Unitehno in težko so jih prodali, so mi dali prvo parcelo 1700 kvadratov za 35 mark kvadratni meter. No, tukaj oče plača in pravi oče, tu kar nasedej zapisati. Sem rekel, kaj res? Rekel, res. Sem bil, to me pa oče presenetil tako, da me bolj ni mogel presenetiti, ne. Seveda sem to z veseljem sprejel. Potem pa, ko smo imeli doma zmeraj ta prostorsko stisko, ne, sem začel razmišljati, to bo hitro premajhno, kaj če bi še eno parcelo kupil, ko vem, da je bila zraven še ena frej. Je bila pa malo manjša, je bilo pa 1500 kvadratov. No in jaz grem spet na Unitehno, je pa on vedel, da je pa zdaj ta parcela zame več uredna, ker je zraven, pa še nekaj drugih parcel so prodali, je pa kar 50 mark rekel. Verjeten bi se dalo zglihati, najboljš bi bilo, ko bi takrat obe dve kupil, pa bi dobil obe dve skup cenejške 35 mark najbrž, ko niso od Unitehna denarja imela. Je itak pol naprej propala. In nič, ampak jaz sem se kar sam zmenil, da bom kupil, kar na svoj ime vzel, nekaj sem od denarja. Tisto, kar mi je pa zmanjkalo, sem pa očetu rekel, sem rekel, jaz sem še eno parcelo zraven kupil, malo mi zmanjka, mi boš posodil,
pa je pol mi dal, ne posodo, tako da sem potem še do druge parcele prišel, ne. No, pol dam narediti načrt za trgovino z gradbenim materialom dati narediti, dobim gradbeno dovoljenje vse in začnem delati. Naredim, se pravi, skelet, vse naredim, ne, tudi trgovina je bila tako zamišljena, ne, čim manj notranjih sten, čim bolj vse odprto in pač tako se je naredilo. Do strehe tu pripeljem, pa sem pa malo začel gruntati. Ne, že prej sem začel gruntati, kot če bi jaz diskoteko naredil raj. Tu sem se kar hitro odločil, da ne bo trgovina, da bo diskoteka, ampak pol kako fotru povedati. Pa enkrat očetu povem, oče seveda, kaj boš diskoteko, tu boš mu upravka z lopovi, pijanci, policijo. In prav je mu to, oče, prav je mu. Sva tle na parceli, to je točno tle, ko smo zdaj, ne, to je ta objekt, katerega sem zgradil. No, naj povem še to, da ta objekt sem jaz rekordno poceni zgradil. Sam sem na gradbeno šolo hodil, pa doma smo veliko zidali, tako da sem se tu malo spoznal. In ta objekt je bil zgrajen rekordno pocen. Razen streha je bila pa draga. Pa ni bilo možno. Mi je že en obljubil streho, da mi bo naredil, se spomnim, za 4000 mark del. Pa ga pa kar ni bilo. Že zima je prihajala, sem vedel, da moram pokriti, no pa sem pa enega dobil, je pa na računu pa 15 000 mark. In sem pol za 15 000 mark vzel, vse skup drugo del me je pa 30 000 mark koštalo, do strehe. Pa veste, koliko je tu dela bilo? 30x15 objekt, ne. No, tako da sem to rekordno pocen naredil, res. No, spomnim se, stojiva tamle na parkirplacu z očetom in se pogovarjava v tej diskoteki. Oče seveda ne, jaz ja, in prav, kje imaš pa parking? Koliko pa računaš, da bo ljudi prišlo na večer? Sem rekel, vsaj 1000, ker sem to očetu predstavil, da to je stukrat boljši biznis kot trgovina, ne. In prav, oče, koliko bo pa ljudi prišlo na večer? Sem rekel, vsaj 1000. Prav, kje bojo pa parkirali, se nimaš dosti parkirplaca? Sem rekel, bojo to malo po pločnikih pa bo. Ja, je rekel, pa bojo prišli policaji, pa bojo kazni pisali. Sem rekel, bo že nekako. Ampak oče je to čist dejansko mu prav, ne. In še cel kup problemov je oče videl, jaz jih sploh nisem videl. Jaz nisem nobenega problema videl. Jaz sem to tako hotel, da sem samo tiščal, ne. No, mama mi je pa zmeraj stala ob strani, mi tudi finančno pomagala in tako dobro, da to oče sploh ni vedel, ker na koncu, ko sem to diskoteko naredil, to je bilo toliko kreditov, to sem bil dolžan in narodu in Bogu, bi rekli naši južni bratje. No, jaz pol dobim arhitekta. Arhitekta sem res super dobil, da je on sprojektiral diskoteko tako, da je ful huda izgledala, ful huda, tisti, ki ste bili, veste za te čase, da to je bila diskoteka top, ampak je bila narejena za malo denarja, ne. Tudi ploščice noter, ki sem imel. Jaz sem ploščice vzel druga klasa, ki je bila 4-krat cenejša kot prva klasa. Ampak te ploščice niso bile nič slabše. Čuni, ki so polagali, rekli, je kakšen odtenek je bil malo drugačen, pa smo tisti na stran dali, pa je pol tam zgoren del je bil malo drugačen odtenek, ki spoden del, ko ima to veze nobene, ne. In vse sem tudi nekako prišel čez pocen. Sem kar vrtal. Klimat, sprav tu za prezračevanje,
je ena slovenska firma, ki ne bom omenjal, ker ne vem, ali je še obstaja, ali je propala, pa če ni propala, da me ne bojo kaj držali za jezik. Ja, tu so dali ceno klimata okoli 250.000 mark. Mislim, to je bilo toliko denarja takrat, to je, kot bi zdaj rekel, 500.000. Pa ne govorim to na pamet. Preden sem šel tole snemat, sem v ChatGPT vpisal, koliko je bila leta 1995 nemška, koliko je imela nemška marka leta 1995 realno vrednost na današnji evro, se pravi, da upoštevaš inflacijo in vse naprej. Ne, tako da to ne govorim na pamet. No, ampak jaz sem pol najdel nekje ta klimat za 50.000 mark, ki je bil čist ok. Ne? Tako da tle sem res pocen naredil. Pa arhitekta sem mu res vrhunskega. Ne? No, pol, ko sem tu gradil, se je pa vsem izkazalo, da bo vse skup še enkrat dražji, kakor sem računal. Veš, kar še tu, pa še pa še tret, pa četrt. To je kar naraščalo. Ne? Na začetku sem se zakreditiral na banki z 18,42% obrestmi. Za 20 milijonov dolarjev. To je bilo okoli 200, malo čez 200.000 mark. In spomnim se, provizija banke je bila poleg obresti je bil začetni strošek, vejte, se upam javno reči, ker je res, ali 2% ali pa 2% pa pol. Ker me je še ženska vprašala, nekako želijo, da mi ves kredit nakažejo, 20 milijonov dolarjev ga je bilo, da mi ves kredit nakažejo, pa jaz pol plačam te 2 ali 2,5%, ali mi že kar od kredita odbijajo. Sem rekel, kar od kredita odbite, je bilo lažje. Ne? In potem so mi dali tudi 6 mesecev moratorija na odplačevanje, ampak veste, kaj sem jaz sam za obresti dal. Ampak to je bil najcenejši kredit, ki sem ga imel. Najcenejši kredit, ki sem ga imel, je bil to. Vse ostalo je bilo mnogo dražji. Sem točilne naprave, pa kava aparat sem imel na leasing. Tle je bila pa obrestna mera 30%, vam garantiram. Plus še obvezno zavarovanje vsak let in sem 5.000 mark dal samo za zavarovanje. Potem sem jih pa ta zadnji let sem pa predčasno odplačal vse, zato da mi ni bilo treba tisto zavarovanje plačati. Ne? Pa sem mogel ta zavarovanje plačevati, kljub temu, da je bilo to v garanciji. Ne? Sprav, če imaš ti stvar v garanciji, zakaj bi ti zdaj zavarovanje plačal, da se bo pokvarilo? V glavnem, mislim, to je bilo noro, ne. No, pol krediti, ne. Lejte, potem sem se jaz osebno zakreditiral, mama se je osebno zakreditirala. Jaz sem limit na svojem računu maksimalno izkoristil, mama ga je izkoristila. Od mamine firme sem od družinske firme sem ves denar pobral, tako da še oni niso bili v nekem trenutku likvidni. Tako da to je bilo neverjetno. Če me zdaj v tiste čase postavil, saj bi me kar razneslo najbrž. Ne? Kar razneslo bi me od živcev do vsega. Ne? Pol pa, ko je bilo vse končano, ko sem je že odprl, so pa še od majstrov računi začeli prihajati. To, kar ni bilo konc. In sem te majstram nisem mogel takoj plačati. Sem ene 2 meseca jim plačeval, sem mogel takojeti, da pač, ko sem odprto, hvala Bogu, zalaufalo na polno, da sem jim potem lahko, pa sem vsak ponedeljek
vsakmu majstru malo plačal. No, pa zanimivo, da tik pred otvoritvijo se je pa vame naselil neki dvom, ker si vse na kocko dal in te je strah. A bo tu ali ne bo? In vem, da sem tu ta zadnje dni poklical na Radio Krka, pa še na en drug radio, da naj pojačajo reklamo. Sicer je bilo tu čist brez sveze, zato ker je bilo pol čist nabito polno. Brez reklame bi lahko šlo. Ampak sem se pa zavedal tega, če pa ne bo otvoritev nabito polna, pol je pa gotovo. Pol pa lahko gruntam, da čez 3 mesece vrata zakleno. Spomnim se vse v živo, tih pred otvoritvijo, ob ene 6 popoldne smo še vse delali, vse štimali, nič ni še delovalo. Sem letel domov po tuš se zrihtati in pridem ob 8 sem nazaj in polno ljudi že. Se rekel, bo. No, diskoteka je bila poznana, kot sem rekel, po celi Sloveniji. Udu se posod so prihajali, In jaz se tudi upam trditi, da diskoteka Afrika Trebnje najbolj znana blagovna znamka v Trebnjem vseh časov. Tudi Trimo Trebnje ni tako znan. Bom rekel v Sloveniji med navadnimi ljudi. Ja, med poslovneži je sigurno Trimo Trebnje bolj znan. Med navadnimi ljudi je pa veliko bolj znana diskoteka Afrika Trebnje. Prepričan sem, da več kot polovica ljudi, ki živi v Ljubljani, ki je tudi pred 30 letem živela v Ljubljani, da če ga vprašaš, če je slišal za diskoteko Afrika Trebnje, bo slišal. 20% jih bo pa reklo, da jih je pa bilo tle. Govorim starih približno 55 let ali pa 60, od 50 do 60 let starih, ker to je bila ta generacija, ki je hodila sem. In 99,9% jih bo rekel, kako so se super imeli. Je pa to bil, veste, drugač zgrešen posel. Čeprav je super zalaufalo, veste, te kredite je bilo težko vrniti. Tako da jaz sem v bistvu zaslužil nič z diskoteko, kredite sem vrnil. Če bi pa takrat tisti denar, ki sem ga imel, brez da bi se karkoli kreditiral, lejte, če bi kupil stanovanje v Ljubljani, rečemo takrat ne. Jaz bi zdaj mostu stanovanj v Ljubljani, sigurno, ker se veste, pol, ker priješ do 10 stanovanj v Ljubljani, nimam nobenega, da ne kdo mislil, pol ni problem še 11 kupiti, pa še 12, pa še tako naprej to gre, Tako je pa v bistvu sam ena težka izkušnja, ker veste, kaj sem pa vse doživljal je s to diskoteko, ki sem jo imel. To, da vam ne povem, to vse opisujem v knjigi, tako da preberite si jo. Ta 3. dan, ki je bila diskoteka odprta, sem jim v Severino, so prišli elektriko odklopiti. Zakaj? Preberite v knjigi. Imel sem težave z dovoljenji, kar nisem bil čist nič sam kriv. Obrtna cona tamle ni imela priključka v redu s pelanga in obrtna cona ni imela uporabenega dovoljenja. In zato ga nisem mogel dobiti jaz. Sem vse upisoval. Veste, kakšni pritiski so to bili? To še enkrat jaz zdaj, da me daš pri mojih letih, ne morem preživeti. Infarkt me zadene ta prvi dan, vam povem. Jaz sploh ne vem, kako sem takrat to skošil. Lejte, sam sebi se čudim.
O tem, da so vojaški solzivc vrgli noter, ker bi lahko bilo 5 mrtvih. Mislim, problemov toliko, da vam ne morem. Problemi za Romi, problem za problemom. Tako da zdaj mogoče, da še par stvari povem, ne? Kakor sem vam povedal, oče moj je bil zelo negativen, ne? In imam dosti prijateljev, znancev, ki pravijo, jaz sem tak zato, ker sem mu toliko negativnega očeta, pa vse negativno videl, zdaj sem pa še jaz tak, zato nisem nikamor v življenju prišel. Lejte, verjeten je nekaj na tem, ampak to je slab zgovor. Da mi je zdaj svojemu očetu nekaj učitev, da me je nekaj narobe vzgajal. Moj oče se je rodil leta 1937. Kako so pa njega vzgajali? Odkje njemu znanje, kako je treba vzgajati? In tisti, ki jamrate, dobro, tisti, ki ste imeli starše, ne vem, alkoholike, ki so pretepali vas mamo, to je drugo, Ampak tako ne. Zdaj, ki pa moj oče bil malo bolj negativen, vse malo bolj črno videl, da zdaj pa jaz joku pa smilil se sam sebi. Neumnost. Mislim, mene, ki je oče rekel, sej s teboj ne bo nič, ti boš delal robnike. Jaz sem mu hotel za nič dokazati. In meni, če ti rečeš, ne bo ti ratalo, za nalašč mi bo ratalo. Če vem, da mi reče tako malo posmehljivo, malo tako, da mi prvož, da mi ne pratalo. Mi bo, boš vedel, da mi bo. Tako da, to je neumnost, ne. Drugač pa, nekaj pa sem delal jaz v svojem poslu narobe, ne. Fejst narobe. Meni je bila zmeraj glavna konkurenčna prednost nizka cena. In tega se še danes ne morem otresti, ne. Jaz, ko sem začel te robnike delati, jaz sem vse dobavitelje poklical, koliko imate robnike. In sem hotel biti najcenejši od vseh. In hvala Bogu, so imeli drugi ful više cene, čeprav sem še zmeraj ful dobro zaslužil. Bil je pa tukaj blizu en cementninar, ki je delal na ta staro tehnologijo, robnike, vlival jih je noter, kar je bilo veliko bolj zamudno, več cementa je mogel dati, vse, jih je mu pa ful cenejš. In mene je ta skrbu, pa ta je mu tudi čisto majhno proizvodno. V diskoteki so mu tudi preniske cene. Jaz bi lahko vse kredite povrnil v 2 letih, pa še zaslužil. Če bi cene mu, rečemo koncert, parni valjak sem imel, en teden pred dogodkom razprodano, to pomeni, da sem mu čisto prenisko ceno kart. Če bi takrat, rečemo v današnjem času, za 5 evrov dvignil karte, kart sem mu prodanih 1700. Se pravi, bi bilo to 8500 evrov več. En večer 8500 evrov več. Samo zato, ker bi, ljudje bi bilo pa glih tuk. Tako da tle sem ful napako delal. Predvsem pri koncertih sem imel preniske cene, ne. Ker takrat so bili ljudje pripravljeni plačati, ne. Saj tudi zdaj so ful drage cene, če smo čisti iskreni. So bile takrat veliko nižje, kakor zdaj, ne. Tako da te napake moje ne ponavljati, no. Tu, glede tega, da sem prepocen delal, imam še veliko zanimivih zgodb, nekih tudi v knjigi lahko preberete, ne. Zdaj verjeten mi bo kdo rekel, ne, ti si z bogate družine, ti si lahko diskoteko naredil, ne, jaz sem pa iz povprečne delavske družine, jaz pa ne morem. Ajte, to je sam slab zgovor.
Res vse drži, jaz sem bil z bogate družine, je bilo to mi dost lažje, je bilo siguren, ne? Ampak včasih je bilo tudi veliko težji posel začeti. Mi, ki smo apartmaje kupili na Golteh, smo imeli kredit 1,8 obrestno mero, fiksno. Jaz sem še tisti kredit na marko vezan, tako da če je šel marka gor, nisem še več plačal. Na marko sem imel 18,42% obrestno mero. Ne? Pa danes, ne vem, lejte, danes slišim ljudje, začne privat, strehe prekrivati, vodovodarstvo, električarstvo, sončne elektrarne postavljati. Te ljudje so vsi prej delali, 2 leti so nekje delali, so se naučili, so šli na svoje. Glejte, na Golteh imamo apartmaje, ena punca nam čist, ki ima čistilni servis, ona, ki je hotel te apartmaje prodal, je ona čistilni servis odprla, najprej imela 2 stranke, zdaj pa že polovici puca. Jaz sem prepričan, da fejs dobro zasluži. Tako da priložnosti posod so. Pa jaz tu zdaj govorim o nekih takih delih, ne? V teh delih, ki treba z rokam delati, tudi nas sploh ni težko uspeti, ne? A zdaj v nekih takih delih, ne, poslih, biznisih, ko pa ti moraš neko znanje uporabiti, pa imeti neko sposobnost, pa tako, ne, ti se pa malo drugo, ne. Je pa mogoče malo težji, ampak vsem se da, ne. In glejte, vse je v znanju. Vse je v znanju. Glejte, jaz sem se bil en prvih, ki sem se začel ukvarjati v Sloveniji s SEO optimizacijo. V tem sem tudi napisal knjigo, kako do prvih mest na Googlu. To knjigo bi mogel veliko prej napisati, ker takrat, ko sem jaz napisal to knjigo, takrat se je nam ful odprlo posla. Veste zakaj? Zato, ker če ti napišeš knjigo, te imajo ljudje bolj za strokovnjaka. Jaz se upam trditi, da sem na tem področju izreden strokovnjak, ker mi tudi neke vrste hobi bilo. Ampak tudi, če bi to en nestrokovnjak napisal, bi ga ljudje tudi imeli pol za strokovnjaka. Tako pač je, ne? Tako da mogoče en nasvet, tisto, kar delate, napišite knjigo. Ne zato, da boste s knjigo zaslužili, ampak zato, da boste v očeh strank, potencialnih strank, več uredni, ne. Takrat nam, ko je ta knjiga bila, je takole gor začelo iti. In tudi niso ljudje tukaj glihali s cenam, ker so še mogoče gruntali, pa tako je knjigo napisal, ta je strokovnjak, ta ima dela, kakor če, hvala Bogu, da nas bo vzel, ne. Ena firma iz Hrvaške, digitalna agencija, isto dela, kot mi, pri njih moraš pol leta čakati, da prideš na vrsto, da delajo zate. Jaz ne vem, a je to marketinški trik, ker vidite, kako se to dobro sliši. Tle, mislite, da kdo gliha pri tej firmi? Tle sem, če kdo hoče strokovnjaka, ker edino, kar jih prosi, če bi mogoče lahko kaj prej začeli, kaj čez pol leta. Ne? Tako da znanje in vse optimizacije bi se vsak lahko naučil. Digitalnega marketinga vsak se bi lahko naučil. Je pa tudi na vas polagam, čim bolj knjige berite. Začnite s to mojo, ki vam bo dala motivacijo. Boste videli, kako sem bil kreativen. Če zdaj ti bereš kreativne ideje od nekoga drugega, jih pol tudi sam dobiš, siguren jih tudi sam dobiš. Videli boste, kako sem bil vztrajen.
Veliko poslovnih nasvetov sem noter napisal, veliko nasvetov tudi za življenje sem napisal. Lejte, sem za to knjigo dobil vsaj 250 pohval sigurno. Tako da sem prepričan, da tudi vi zelo zadovoljni. V opisu tega videa imate link, kliknite, pa naročite. Lahko pa v Google pišete samo Vse se da, če se hoče knjiga, ali pa knjiga Vse se da, če se hoče, pa vam jo vrže na prvi mest. Jaz mislim, da je to odlična investicija. Seveda tudi prebrati jo morate, ne samo kupiti, ne. Drugače pa jaz zdaj razmišljam, če bi jaz enem 16-letniku dal spisek 50 knjig, da jih prebere do 18. leta, se pravi 25 knjig na let, to ni veliko, to je 1 na 14 dni, jaz sem prepričan, da ta človek bo uspel. No pa prej, da vam še to povem, kar sem rekel, ne, če bo kdo rekel, ne, da sem z bogate družine, da mi je bilo lažje. Veste kaj? Nikoli ni bilo lažje, kakor je danes. Danes poleg tega, da je kredite lažje dobiti, danes imate tudi vse znanje in vse, imate tle, v telefonu. Imate podcaste, imate vse. Ampak še enkrat, najbolj so pa knjige. Veste, podcast, vse lahko kar vsak usede, malo govori, ne? Zdaj za knjigo moraš imeti pa res že nekaj zapovedati, da ti se potruditi, lejte, to je 550 strani ima ta knjiga, trde platnice, povečan format. Sprav, že sama knjiga povem, da jaz nekaj moram vedeti, da sem mu kaj napisati, ne. In tudi jaz sem v tisk, koliko denarja sem jaz v tisk investiral, krepko čez 10, ma ne pa tisk, pa lektoriram, jaz sem tu investiral krepko čez 10.000 evrov. In če ne bi bil jaz prepričan, da je to dobra knjiga, da imam nekaj ljudem zapovedati, ne bi v to šel, ne. Tako da preberite mojo knjigo. Tudi zato, da ne boste delali napak, ki sem jih jaz delal. Zdaj, vsi tisti, ki ste tole poslušali, pa ste mojo knjigo že prebrali, dajte res vas lepo prosim, če je možno, da v komentar tega videoposnetka napišete, kakšno se vam je knjiga zdela, da bojo drugi videli. Tisti, ki pa moje knjige niste še prebrali, pa dajte prosim napisati, kakšen se vam je zdaj ta video, ki sem vam tole mojo zgodbo povedal. Ste se kaj naučili z njo? Ste dobili kakšno motivacijo? Dajte napisati, me res zanima. Tako da, hvala, ker ste tole gledali do konca. Ta video prepošljite še kakšnemu prijatelju, prijateljci, ki mislite, da bi bilo dober, da si ga pogleda. Drugače pa, če hočete mene osebno spoznati, lahko pa kupite 3 knjige in te 3 knjige jaz osebno sam dostavim in si tudi za vas vzamem čas. Zakaj bi zdaj 3 knjige kupili? Zato, ker je knjiga zelo lepo darilo. In najte še posebej lepo darilo moja knjiga, zato ker, lejte, to je debela knjiga, trde platnice in to vsak ve, da to ni knjiga, ki je 15 evrov, ne. To je orenk knjiga, ne. Tako da je to zelo lepo darilo, ki mislim, da bi ga bil mrzdu vesel. To, če želite knjigo kupiti, link imate v opisu tega videa. Hvala, ker ste pogledali do konca, pa lepo se imejte.